Boljša oskrba s pitno vodo v Makulah in Poljčanah. Mariborski gimnazijci uspešni na kemijski olimpijadi. Kmetje nasprotujejo obdavčenju nepremičnin. Na Ptuju navdušili razprodani perpetuum džezile. Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odobrilo sredstva za projekta oskrbe s pitno vodo v Pomurju in porečju Dravinje na območju občin Makole in Poljčane. Projekta sta skupaj vredna nekaj manj kot 7 milijonov evrov, kar 4 milijone bo zagotovil Evropski kohezijski sklad. Dela se bodo začela septembra, končana pa naj bi bila leta 2015. V občinah Poljčane in Makole se bodo končno poslovili od zastarele vodovodne infrastrukture, ki so zaznamovale številne okvare, tudi do 30% izgube in posledično nezadostne kapacitete vodohramov. V sklopu tega projekta se povečajo kapacitete naših rezervoarjev za 800 kubičnih metrov, kar bo pomenilo, da smo preskrbljeni ob morebitnem izpadu za celoten dan, ne pa zgolj za 6 ur. Za prenovo 24 km cevovodov bodo odšteli 6,6 milijona evrov, kar 4 milijone bo prispeval Evropski kohezijski sklad, 700 tisoč evrov država, preostala slaba 2 milijona evrov pa bosta zagotovili občini. Za Makole bo to pomenilo dejansko vedno sigurno oskrbo s kvalitetno pitno vodo, ob tem, da bojo cevovodi novi, da bojo seveda to za 30 pa do 50 let pomenilo dejansko dolgoročno rešitev. Dela bo upravil konzorcij, ki ga sestavljajo Mariborski vodovod, Pomgrad in podjetje Ezotek. Gradbeni stroji naj bi zabrneli že septembra. Imamo kar zgledno poslovno usposobljenost, vsi trije partnerji, sicer pa smo obe občini, ki sta manjši, spoznali kot zelo konstruktivna partnerja, tako da do tega trenutka posebnih zapletov nismo imeli. Prepričan sem, da bo tako tudi do zaključka projekta. Projekt se bo zaključil leta 2015. Takrat bo več kot 10 tisoč prebivalcev pilo bolj kakovostno in zdravo vodo. Z policijske uprave Maribor so sporočili, da je ogled kraja požara v podjetju Sorovina prekinjen in prestavljen za več dni. Tretjina kovinske strešne konstrukcije na približno 4500 kvadratnih metrih hale za predelavo odpadkov je v izjemno slabem stanju in grozi, da se bo porušila. Zato bi bilo delo kriminalistov in ocenjevalcev škode na tem območju prenevarno. Poglejmo še dogajanje v domovini. Na Brdu pri Kranju se je končalo srečanje voditeljev držav Zahodnega Balkana in Francije, ki ga gostita predsednik Slovenije Borut Pahor in predsednik Hrvaške Ivo Josipović. Voditelji Slovenije, Hrvaške, Srbije, Kosova, Črne Gore, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Albanije ter Francije so govorili o krepitvi odnosov med državami Zahodnega Balkana in njihovi evropski integraciji. Francoski predsednik François Hollande se prav zdaj mudi v Ljubljani na srečanju s slovenskim političnim vrhom. Popoldne se je začel tudi sestanek, na katerem premierka Alenka Bratušek, notranji minister Gregor Virant in ministrica za delo Anja Kopač Mrak predstavnikom sindikatov predstavljajo ukrepe za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja leta 2014. Vlada bo sindikatom najverjetneje predlagala dodatne varčevalne ukrepe na vseh področjih, tudi pri pokojninah, socialnih pomočeh in plačah javnih uslužbencev. Vlada je na zadnji seji pred počitnicami potrdila predloga novel zakonov o političnih strankah ter o volilni in referendumski kampanji, s čimer naj bi bila zagotovljena večja preglednost financiranja strank in volilne kampanje. Ključna novost je popolna prepoved donacij strani pravnih oseb. Sprejeli so tudi predlog zakona o odškodninah izbrisanim. Ta predvideva 40 evrov odškodnine za vsak mesec izbrisa, upravičencev pa je nekaj več kot 10 tisoč in ne 25 671, kolikor je bilo vseh izbrisanih. Z višino odškodnine in zmanjšanjem števila upravičencev se žrtve izbrisa in civilna družba ne strinjajo. Zato napovedujejo nove tožbe na sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Ob tem, ko je vlada sprejela predlog zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po katerem bodo upravičenci z upravnim postopkom dobili po 40 evrov na mesec izbrisa, naj bi se neznanec fizično lotil predstavnika izbrisanih Aleksandra Todorovića. Ta napad povezuje z nestrpnostjo zaradi svojega aktivnega zavzemanja za pravice izbrisanih. Todorović nam pokaže modrice in odrgnine po vsem telesu, ki so, kot pravi, posledica ponedeljkovega napada. V gostilni tik ob njegovem domu ne bi ga bil neznanec najprej žalil, no to pa še fizično napadal. Po njegovih besedah bi jaz moral oditi iz gostilne, ker
jemljem denar lačnim Slovencem, prav tako kot je rekel Gorenak. In jaz seveda se nisem hotel umakniti, kaj se bom umikal svakemu bedaku na tem svetu. In ker se nisem hotel umakniti, sem fasal potem. In to 2-krat. Prvič pa pokličem policijo, med tem časom, dok policija pride, še enkrat. Verbalnih napadov je v javnosti deležen vedno znova, zdaj pa ima tega dovolj Jasen Todorović, ki bo proti neznancu vložil tudi odškodninsko tožbo, saj je moral poiskati zdravniško pomoč. In zdaj bom reagiral na vsaki in tudi verbalni napad in žalitve, ker to se mora ustaviti. Ne gre tako. Mi, kateri smo že itak hudo fasali od države, še moramo prenašati to. Ali je policija na kraju dogodka ukrepala, popisala napadalca ali ga je morebiti tudi odpeljala v 12-urno pridržanje, kot trdi Todorović, nam danes na policijski upravi Maribor niso potrdili. Kot so zapisali, zaradi varovanja osebnih podatkov podrobnosti ne morejo podati. Todorović sicer napad povezuje s sovražnim govorom iz ust visokih politikov v zadnjih letih in nestrpnostjo zaradi svojega aktivnega zavzemanja za pravice izbrisanih. 4 slovenski dijaki, Matic Proj z gimnazije Škofja Loka, Ternec Čeplak, Patrik Gubeljak in Samo Roškar z mariborske 2. gimnazije, so se pozno sinoči vrnili iz Moskve. Tam so na 45. mednarodni kemijski olimpijadi, kamor se uspe uvrstiti le najboljšim dijakom po posameznih državah, dosegli zavidljive rezultate. V kemijskem laboratoriju 2. gimnazije Maribor se nagrajeni dijaki počutijo kot doma. Tam so namreč prebili številne ure tudi po pouku, ko so poglabljali znanje iz kemije in z njo povezanih naravoslovnih ved. Te priprave so nam bistveno pomagali že v samih teh selektivnih krogih za izbor na olimpijado. In tudi veliko znanja smo dobili, ki se je potem odrazilo. Moraš dosti svojega časa žrtvovati za to, moraš se učiti samostojno. Veliko stvari, ki jih spoznaš v šoli, postanejo še bolj zanimive, ko jih apliciraš v vsakdanji svet. Ljubezen do kemije in predvsem utrjeno znanje sta jim pomagala do najboljših uvrstitev v Rusiji. Med skoraj 300 dijaki iz 73 držav so dosegli srebrne in bronaste medalje. Smo pa dobili naloge, ki so predvsem gledale, koliko znamo mi logično razmišljati v nekem kemijskem kontekstu. In zato je bilo mogoče tudi tako težko, ker smo mi te naloge prvič videli. Zdaj že nekdanji gimnazijci bodo svojo izobraževalno pot nadaljevali v naravoslovju. Po zadnji napovedi obdavčenja nepremičnin je največ nasprotovanja med kmeti. Številni poudarjajo, da bi novi davki pomenili konec za njihovo že tako dohodkovno šibko dejavnost. Žetev se končuje, zato je pri Vargazonovih ogromno dela, posebej, ker se je pokvaril kombajn, s katerim žanjajo tudi sovaščanom. Gospodar o najaktualnejši kmetijski temi ta hip meni, da gre za nesmiselno dvojno obdavčanje. Neumnost in pa neznanje. Sploh gre za neznanje, kdorkoli si je to umislil. Argument, kmetije že tako plačujejo davek iz dejavnosti, zato po njegovem Evropska unija davka na nepremičnine pri kmetih ne bo dovolila. Če bodo to uvedli, bo seveda mogla Kmetijsko-gozdarska zbornica pač nastopiti, napisati ena pojasnila in če jih pač v Sloveniji ne bodo razumeli, bomo jih mogli v Bruselj poslati. Poljedelsko prašičerejska kmetija je prva v Sloveniji s certifikatom za izdelavo pristne prleške tjunke. Za okusno prekajeno in pečeno svinjsko meso v zaseki je zadolžena gospodarica. In kaj je skrivnost specialitete, v kateri mora biti 70% mesa in 30% zaseke? Ja, prleška mora biti narejena prlekije, to je glavno, mora biti prleški prašič, prleška roka, pa prleška vola, pa če že prlekije, te pa vse prleško. A podobno kot druge mesne dobrote z njihove kmetije je tjunka znana tudi drugod po državi, saj je na prodaj v največjih mestih. To je zaokrožen proces, začne se na njivi, dobra mora biti seme, dajemo suho hrano živalim, potem, ko imajo določeno težo, pa zakoljemo in potem se nadaljuje to proces in se zaključi in to potem proda. In se bo tudi v prihodnje. Kmetija namreč že ima naslednika. Njegov sin pa je, kot kaže, tudi navdušen, če ne nad drugim, pa za zdaj vsaj nad kmetijsko mehanizacijo. Študentska organizacija Univerze v Mariboru že 15 let s študentsko delovno brigado pomaga Slovencem pri vsakodnevnih opravilih. V Radečah bodo največ ur preživeli v gozdovih. Pripravljali bodo drva za ljudi, ki tega opravila ne zmorejo več sami. Okrog 35 študentov Univerze v Mariboru v Radečah vsak dan zaviha rokave. Dopoldan malo delamo. Osrednje delovišče je tukaj na območju Magolnika.
Tam urejajo okolico gozdarske hiše. Potem pa raznim kmetijam tukaj okrog po Svibnem in okolici Radeč bomo pripravljali drva. Torej, to so predvsem starejši občani, ki si sami več ne zmorejo tega narediti. Je dobrodošla pomoč študentov? Enkratno so včeraj, enkratno bili sem fejs vesel, danes pa tudi enkratno, tudi ta mala, taka šohna pa tu pridna iz ljudje, ki ima tu počin. Smo že navajeni takšnega dela. Zakaj v brigado? Zakaj pa ne? Mislim, da je to en tak dober namen, če lahko pomagamo ljudem. Študentje so vešči svojega dela in radi del poletja preživijo v delovni brigadi. To je tradicionalni projekt, ki poteka že od leta 1999. V Radečah so študente sprejeli odprtih rok. Poskušali smo, da so študentje se skupaj povezali z domačini in da skupaj družno delajo, potem pa se tudi drugače še popoldne družijo. Skupaj lahko naredimo veliko, evo. So v redu sodelavci? Prav delavci, v polno, ko bi bili tega dela vajen. Dopoldan študenti torej delajo, kaj pa popoldan? Popoldan se pa malo poveselimo, malo spočijemo. No ja, dobra volja je pa tako zraven na vsakem koraku. Lahko nasmešek, prosim? Seveda. Ptujsko umetniško poletje, začelo se je sinoči, ne oblikuje samo mednarodni festival sodobne likovne umetnosti Ars Days, temveč tudi mednarodni glasbeni festival Ars Sana. Letošnja 5. izdaja se je začela z otvoritvenim koncertom zasedbe Perpetuum Jazzile. Kljub temu, da so pred ptujsko publiko nastopili že tretjič, je bil njihov koncert razprodan. Ritmi lahkotnega popa, soula, džeza in ene slovenskih najbolj prepoznavnih narodno-zabavnih skladb Golice z dovršeno vokalno interpretacijo so zapolnili akustično dvorišče Minoritskega samostana na Ptuju. Po arkadnih hodnikih je svetovno znana slovenska zasedba ponudila zvočni sprehod med zimzelenimi slovenskimi in tujimi uspešnicami ter tudi skladbo z novega repertoarja. Skladba Titanium Davida Guette. Zahtevna? Niti ne, mislim, zahtevna. Po eni strani ja, po drugi ne, ampak mi smo se res potrudili narediti, tako da ne zveni zahtevno. Perpetuum Jazzile na Ptuju gostuje že tretjič, tudi tokrat je bil koncert razprodan. Mi se vedno radi vračamo na Ptuj, ker je ta publika čudovita, ne skopari z čustvi in z aplavzi in z vzkliki. Imam s sabo danes 15 prijateljev z Češke, z Anglije, z Slovaške, z Italije. Vsi so danes tukaj porazdeljeni, ker jim non-stop predstavljam prek YouTubea ta pravi zbor. Na Ptuju je enostavno festivalov, kot so takšni, manjka in je vsekakor zanimanje za to toliko večje, pa skupina je takšna, da vsekakor ne gre zamuditi. Vsako leto je boljše. Številni domači in tuji glasbeniki klasične, etno, jazz in popularne instrumentalne glasbe bodo nastopili na festivalskih prizoriščih od Ptujskega gradu do dvorišča Minoritskega samostana. Ob sočasnem poteku s festivalom sodobne likovne umetnosti Ars Days pa Ptuj samo pridobi. To, da pa potekate istočasno, pa daje mesto dodatno moč, dodatno trip, ker pritegne različno občinstvo iz različnih koncev sveta. In to je v bistvu velik plus za Ptuj v teh poletnih časih. Kreativna energija mednarodnega glasbenega festivala Arsana in njihovih dogodkov se je v preteklih letih udeležilo že preko 100.000 obiskovalcev, bo Ptuj prevevala do 2. avgusta, ko bosta na 2 različnih lokacijah koncerta Tinkare Kovač in skupine Tabu. Razstave so težišče festivala Ars Days. Zanje poskrbijo domači in tuji kuratorji. Razstavišče je skupno 11 in so razprošena po celem Ptuju ter razdeljena po tematskih sklopih. Nismo želeli nekako izpostavljati tematike, ampak smo dali zelo splošen naslov Expose, torej izpostavi, prikaži, tako da predstavljamo fotografijo, slikarstvo, nove medije, performance in tako dalje. Na to bi izpostavil še razstavo 2 velikih fotografov, Stojana Kedberja, ki predstavlja nekako legendo, seveda, jugoslovanske fotografije, in Elija Čola, ki velja isto kot Stojan Kedber tukaj v Italiji. Zanimivo je to, vse se fotografija vedno bolj pojavlja na vseh likovnih manifestacijah, ne samo tu, tudi drugod, in to me seveda veseli. Vi izpostavljate življenje Ptujčanov. Življenje Ptujčanov in Haložanov. Takšno, kakršno je bilo, pa ga danes več ni. Ars Days pa ob domačih privablja tudi številne tuje umetnike. Madžarski študenti denimo so se lotili polepšave starih stojnic na tržnici. It's a cross between street art and normal art, if there is any art which you can call normal. And we are very excited because we have to adjust. I'm curating it.
but I still have to think with them and we have to adjust to this situation. Si tratta di ritratti di sopravvissuti, sopravvissuti a livello psicologico, a livello sociale, a livello economico, ogni forma di sopravvivenza. E in questo caso ci sono 3 lavori che hanno a che fare con il proprio sé. V naslednjih dneh bo mogoče prisluhniti tudi pogovorom z umetniki ali pa si privoščiti denimo tudi galerijski zajtrk. Nedaleč od znamenitega romarskega mesta Santiago de Compostela na severu-zahodu Španije se je zgodila huda železniška nesreča. Po zdajšnjih podatkih je umrlo 77 ljudi, več kot 140 je ranjenih. Španski mediji poročajo, da se je vlak iztiril zaradi prevelike hitrosti. To je najhujša železniška nesreča v Španiji v zadnjih 40 letih. Princ William in vojvodinja Cambridgeka sta svojega prvorojenca poimenovala George Alexander Louis, so sporočili z britanskega kraljevega dvora. Družina je včeraj zapustila porodnišnico in zdaj živi v Kensingtonski palači. 3. britanskega prestolonaslednika je obiskala tudi babica, kraljica Elizabeta II. V ameriški zvezni državi Florida pa potekajo priprave na selitev 145 kg težkega samca zelene morske želve. Žival, staro kakih 50 let, so rešili pred 5 leti in ker ima poškodovana pljuča, ne more živeti brez veterinarske oskrbe. Nov dom bo našla v akvariju v Las Vegasu. V Firencah v Italiji pa zadnji teden pozornost zbuja prav posebna žival. Skotil se je namreč mešanec med zebro in oslom, kar je v živalskem svetu velika redkost. Tako zebra kot osel sicer spadata v družino konj in lahko imata tudi skupne potomce. Petek bo sončen in vroč, le v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna nevihta. Temperature se bodo dopoldne gibale med 13 do 20 oziroma od 30 do 35 stopinj Celzija čez dan. V soboto in nedeljo bo sončno, vročina se bo še stopnjevala. Verjetnost popoldanskih neviht bo zelo majhna.